stanje v bolnišnici, saj v naši je ta hip stabilno. Smo v eni višji fazi strategije obravnave COVID bolnikov, kot je določena z državnim načrtom, tako da sta odprti še 2 bolnici, to veste, Golnik in Celje. Na ta način smo nekoliko zmanjšali pritisk na UKC Ljubljana, tako da trenutno imamo bolnike v DTS-u, v eni hali in pa na infekcijski kliniki, intenzivni terapiji in enem oddelku. Za naslednji teden planiramo dodatno razširitev kapacitet v DTS-u, polintenzivne postelje in povečanje intenzivnih postelj. Verjetno bo pa treba odpreti še nekaj dodatnih kapacitet za bolnike, ki ne potrebujejo intenzivne terapije. Zdaj, če vas zanima glede strukture bolnikov, povprečna starost bolnikov je tam okrog 64 let. Tisti, ki ležijo na intenzivni terapiji, so nekoliko starejši kot tisti, ki so na navadnih oddelkih. Imamo tudi posamezne bolnike mlajše od 50 let. Večinoma so ta hip zdaj bolniki, bi rekla, 65 in navzgor. Posamezni pacienti so bili zdaj v zadnjem mesecu tudi iz domov za starejše. Njih bilo prav zelo veliko, tudi sicer teh zelo starih, če smem tako reči, ni več veliko, ker ta populacija pa še kar se mi zdi dobro precepljena. Koliko je cepljenih? Zelo malo. Je takih, ki so bili polno cepljeni, praktično vsi te so pa imeli neka stanja osnovna, zaradi katerih pač imunski odgovor ni bil tak, kot bi moral biti. Govorim predvsem o bolnikih, ki so na kemoterapiji, bioloških zdravilih. Marsikakšen od teh bolnikov sploh ne razvije protiteles, ne če dobi COVID, ne če ga cepimo in jih je treba potem posebej ščititi. Je kakšna razlika, s katerim cepivom so bili cepljeni, da je to morda... Zdaj, številke so tako majhne, da je to nemogoče primerjati. Mi imamo, prav lahko rečem, da so bila kar vsa cepiva. Nič ni tako, da breka, zdaj pa eno cepivo izstopa. Ampak, ker so tako majhne številke, vsako cepivo pravzaprav veliko težo prinese. Je kaj otrok med njimi zdaj okuženimi, obolelimi? Imamo enega dojenčka, ta hip, ker je tudi mamica bolna. Drugače pa so otroci bili zelo, zelo v manjšini, posamezni primeri. Tudi sicer vemo, da otroci vsaj do sedaj niso potrebovali hospitalizacije v takem obsegu kot odrasli, tudi če so zboleli. Poteka zdaj ta delta kaj drugače pri bolnikih? Nimamo tega občutka, edino kar pa je nekaj kaže, da delta različica morda bolj okvarja sluh kot ostale variante. To se tožijo bolniki, sploh tisti po prebolelem covidu, da slabše slišijo. To je pa tudi zaenkrat edino, kar smo opazili. Imate povratnikov, recimo tistih po covidnih, zdaj še kaj več? Ja, to je kar skozi stalen dotok. Nekaj takih, ki so bili pač hospitalizirani in rabijo potem še kontrole, te delamo tukaj tle pri nas na kliniki. Nekaj takih, ki so bili hospitalizirani, pa morda niso bili naročeni na kontrolo ali pa imajo še kljub temu težave. No, potem so pa kar nekaj bolnikov, ki niso rabili bolnice, ki so po njihovi lastni oceni imeli še kar lahek potek, pa imajo zdaj hude težave. V smislu najhujša težava, ki jo navajajo, je res taka huda, svinčena, kronična utrujenost. Kako rešujete težave s kadri? Zdaj iz velikih bolnišnic predvsem pravijo, da je težava negovalni kader. Tudi pri vas, kot smo nedavno slišali, se nekateri posli na nekaterih oddelkih zapirajo zaradi manjka. Kako rešujete? No, kadrovski problem je strašno velik in bom rekla tudi globalno verjetno na hitro ni rešljiv. Kajti tudi medicinske sestre rabijo določeno izobraževanje, ki traja kar nekaj časa, recimo, da je medicinska sestra sposobna dela z najtežjimi bolniki v IT3.
To je en problem. Drug problem je to, da kader odhaja iz različnih razlogov. Veliko je delovnih mest zdaj na voljo v domačih krajih, v bližini. Mi imamo ljudi, ki so se vozili iz Podčetrtka, iz Celja in še oddaljene, te pač zdaj dobivajo delo blizu svojega doma. To drugo, na voljo so tudi delovna mesta od ponedeljka do petka, brez nočnih, brez popoldanskih ali pa komaj kaj, brez vikendov. Mi računajte, da ena povprečna medicinska sestra zdajle na kliniki za infekcijske bolezni je delala tudi po 3 vikende na mesec, imajo tudi več kot 8 nočnih do 9 in se predstavljate, kakšna obremenitev, sploh za mlade mamice z družinami je to. Tako da me ne čudi, da odhajajo, kajti finančna spodbuda pa spet ni taka, da bi bila razlika v plačilu tako velika, da bi se komu to zaradi denarja splačalo. Res bo treba sistemsko te stvari urediti, če nočemo, da se nam zgodi to kot v Ameriki, kjer ne vem koliko 1000 postelj vsak dan zaprejo, zato ker ni sester.